Pozdravljeni še Zmaga z mene. V moji predstavitvi vam bom predstavil neke rezultate oziroma trenutno razvojni cikl naše spletne aplikacije, torej glavni del same spletne aplikacije oziroma kaj okrog česa vsega gradimo, pa je klasifikacija liderskih oblakov točk. Kaj je cilj naše spletne aplikacije? Na čim bolj enostaven način raznim uporabnikom, torej takim čim bolj manj veščim obdelave podatkov, na enostaven način približati delo z liderskimi podatki, predvsem s klasifikacijo in potem še izvedbo nekih dodatnih produktov iz teh klasificiranih oblakov točk. V sami predstavitvi, kot je že tle nekako nakazano v slikah, bom govoril večinoma o oblakih točk. Seveda ne fokusiramo se samo na oblake točk. Sama aplikacija ima podporo za vnos tudi dodatnih vektorskih slojev, rastrskih slojev in neke enostavne imaginacije z njimi, torej da lahko jih zraven prikažemo kot dodatne sloje, lahko jih imamo kot vhodne podatke in podobno. Kot sem že rekel, torej, kaj je celoten glaven postopek našega dela, torej želimo priti iz nekih vhodnih surovih podatkov do čim bolj diverzitetno klasificiranih liderskih podatkov, ki bi bili lahko uporabni za čim bolj različne pogoje oziroma za čim več različnih aplikacij. Bomo na hitro, saj večinoma veste, kaj so liderski podatki. Torej, kot sem že rekel, sami liderski podatki niso nič kaj drugega kot en dolg seznam vnosov, torej vsak vnos ima koordinate, torej neke XY za koordinate, potem so pa lahko zraven še dodatne atributi, torej ponavadi imamo intenziteto odboja, številko odboja, zaporednost številko tega odboja. Lahko pa dodamo zraven, ne vem, če smo v istočasno snemali še s slikovnimi kamerami, obarvamo ta oblak točk še z barvami, torej tako kot je prikazano na tej zadnji slikci, tako da je uporabniku malo lepše vizualno. Kot pravim, celoten postopek pride iz tega neurejenega seznama koordinat do nekega produkta, ki je uporaben in vsaki posamezni točki dodelimo neko ustrezno klasifikacijo. Če greste pogledat, obstaja mnogo nešteto modelov, postopkov, kako seveda tak postopek izvesti. Veliko jih je ročnih, polavtomatskih, avtomatskih. Največ, tako kot na področju samih slikovnih tehnologij, pa trenuten trend kaže, da gremo vedno v bolj kompleksne in kompleksne algoritme, torej globoke nevronske mreže, konvolucijske, transformerje, res kompleksne mreže. Kaj pa je največji problem oziroma samega liderskega oblaka točk? Zakaj? Ker kot vidite tle, to je en dokaj novih člankov, na katerem sploh naša stvar bazira. V primerjavi s samimi slikovnimi podatki stvar je zelo neurejena, zato imamo zelo veliko dela, samo pripravo podatkov, z izračunom sosedov, torej ni tako kot recimo naš sistem temelji na konvolucijskih operatorjih, torej kaj to pomeni? V slikah izberemo si eno točko, vzamemo njene sosede, ki so tako čisto že v sami strukturi točno zraven nje, pomnožimo njihove sosede z nekim strukturnim elementom, neke številke
in vsoto teh zmnožkov seštejemo in dobimo neko nov atribut. Super, ampak v oblaku točk pa to ne deluje čisto, mislim, deluje enako, samo je malo več korakov potrebujemo. Kaj je prvi korak? Ja, usademo se spet na eno točko, moramo izračunati sosede, ki seveda niso samo strukturo določeni, treba je čez cel seznam vseh nabora točk pogledati, potem pa spet enako kot pri slikah, vzamemo nek strukturni element, kjer imamo znotraj njega določene točke, na katerih so uteži, v odvisnosti od njihovih središč in lokacij točk, pomnožimo njihove oddaljenosti, uteži in novo značilko pripišemo isti lokaciji. Seveda, zakaj bi bilo tako enostavno? Torej, to seveda je treba narediti za vsako točko našega oblaka točk. Tukaj imamo prikazan en dokaj enostaven tak študijski primer oblaka točk. Že tak sam oblak točk, takle zelo majhen, kot je tukaj prikazan, je čist prevelik, da bi ga naenkrat celotnega obdelali z našo proceduro. Zato je treba iz celotnega izrezati manjši košček, seveda ne sme biti premajhen, ne prevelik, ker izgubljamo lahko na ločljivosti, premajhen ne bomo videli celotne globalne strukture, torej njihove okolice. Naredimo korelacijo okrog vsake točke, to se recimo zgodi na najvišjem nivoju, potem gremo na nižji nivo, kjer zgostimo celoten oblak točk, naredimo spet postopek konvolucije na nekem večjem nivoju, večjem radiju, spet zmanjšamo ločljivost našega oblaka točk, naredimo konvolucije še na večjih radijih in tako naprej, dokler pač pridemo do nekega nivoja, ki smo se odločili, da to je pa to. In potem tele značilke, ki jih imamo, prenesemo nazaj proti originalni ločljivosti oziroma proti originalnim točkam, ki smo jih imeli. Seveda zraven prištejemo še značilke, ki smo jih tudi vmes izračunali, in na podlagi vsega tega na koncu dobimo bolj ali manj kvalitetno klasificiran oblak točk. Zdaj seveda taka ogromna mašinerija, torej milijone, milijarde prostih parametrov, seveda rab nekaj, da se nauči, seveda ne dela to stvar magično. Kaj v našem samem proceduri, oziroma gre tudi največ časa za to, uporabljamo en tak ogromen, velik učni set torej nekih primerkov, ki so bili zelo zanimivi, oziroma ki smo tekom klasifikacij različnih primerov videli, da delajo slabo, in smo jih izbrali iz raznoraznih podatkovnih setov, torej imamo različne tipe senzorjev, različne konfiguracije, različne gostote, ob različnih časih so snemane na različnih geografskih lokacijah, tako da ni samo Slovenija, so tudi nekakšne palme noter in podobno. In trenutno takle naš podatkovni set, torej učni podatkovni set, zajema nekje 800 takih malih koščkov, ki ga pa seveda vedno in vedno stalno dopolnjujemo. Ja, kakor se to sem že večinoma rekel. Torej, pa posnet, torej vsi ti koščki tudi niso iz enakega načina snemanja, torej, ne vem, samo letalskega. Nekaj jih je tudi posnetih z mobilnih platform, torej na cesti, pa nekaj jih je tudi iz terestičnih
lidarjev, torej v gozdu so večinoma imamo take podatke. Ok, imamo učni set, kaj pa je sploh v njem, kaj sploh lahko zaznamo z našo metodologijo. Torej, na začetku smo se odločili, da bomo pokrili vse standardne razrede, torej to so teren, vegetacija, stavbe, mostovi, voda, vegetacija. Potem smo se šli ločevati te razrede, seveda predpostavka več kot imamo razredov, boljše se bo naš sistem naučil. Torej, stavbe smo razdelili na strehe, stene in različne tele elemente gor na strehah, ker so pač nekateri naročniki so pomembni ti podatki. Potem samo električno omrežje imamo trenutno ločeno na visoko napetost, nizko napetost in še torej, omrežje za vlake. Zraven smo dodali tudi razna vozila, trenutno imamo še vse v enem razredu. Seveda vsakim tej napeljavam pripadajo še stolpi in potem imamo pa še razred nerazporejeno, tja pa pač vsi drugi objekti, ki jih je človek naredil, pa niso bili trenutno še prišli v neko zares uveljavo ali pa so dokaj majhni in nepomembni. Seveda, govorim o spletni aplikaciji, še nič sem rekel, kaj je to, pa kako izgleda. Torej, to je bila slika. Torej, podatke lahko pošljete nam, jih obdelamo, lahko pa se registrirate na spletni strani in to probate sami narediti. Ob registraciji je možno tudi sam podatkovni set prenesti na našo platformo, torej da se ga prenesti kot v eni datoteki, več datotek, kot neko zip file, lahko ga prek tudi Amazonovega oblačnega storitve S3, kar direktno pretočite k nam. Trenutno zares podprti formati so LAS in LASCO dohodni, ampak seveda da se tudi kaj drugega zmeniti pa dati noter. Kako pa deluje potem vse skupaj? Sem rekel, hočemo, da je čim bolj enostavno, torej imamo nek vmesnik, kjer uporabnik sam določi, kaj bi rad naredil s temi podatki. Torej, ko jih je uvozil, ko so se sprocesirali za prikaz, torej oziroma za uporabo znotraj naše aplikacije, lahko zažene neko orodje za izdelavo procesne verige in sam naklika, prenese tele razne gradnike procesne verige in jih poveže skupaj. Recimo tukaj sem jaz naklikal primer ene take mogoče dokaj standardne procesne verige, torej imam čisto osnovne oziroma imam podatke, lahko so klasificirani, lahko niso. Potem je tukaj nek opravilo, ki opravi klasifikacijo za nas. Potem seveda, ker ko dobimo rezultate, si jih želimo shraniti. Ponavadi želimo iz njih narediti še kakšen rasterski sloj, ne vem, zanima nas višina tal, ne vem, mogoče nas zanima gostota dreves, mogoče kakšna druga stvar. Imamo pa tudi orodja, kot so prikaz senčenega terena in obe teli proceduri se shranita kot nek nov rasterski oziroma slikovni sloj. V sami aplikaciji je mišljena tudi za neko kolaborativno delo, zato lahko noter dodajamo, ko si prikažemo sam oblak točk, poleg ročnega urejanja lahko noter vnesemo tudi, ne vem, kakšne oznake, ne vem, tukaj
sem si napisal, preveri, a je to sploh most ali ni, lahko tegamo nekega sodelavca in on bo šel to preveriti in potem lahko odgovori na naše vprašanje. Imamo tudi orodje za merjanje. Kar naprej. Zdaj, kaj pa največ v kakšnem primerih se pa največ uporablja, oziroma uporabljamo trenutno celo proceduro. Največ podatkov, ki smo jih dobili za zdaj, je veliko površinskih snemanj držav, torej te imajo ponavadi nekaj malo nižje gostote točk, so velike, razprostrane, pa nimajo nekih zelo zahtevnih zahtev glede samih, ne mislim glede natančnosti, ampak glede kompleksnosti razredov. Če koga zanima, govorite Žiga, tamle poj bolj govoril o tem, tole je en preliminaren test, pa torej klasifikacija liderskih podatkov za Slovenijo, torej za naslednji cikel. Torej, že delamo na tem. Potem pa druga metoda, torej nek dodaten model, ki ga pa trenutno razvijamo, je pa namenjen še bolj, se specializira v gozdarstvo, torej klasifikacija gozdov. Tukaj je prikazan en zelo tak ozek izsek iz gozda, torej to je vse avtomatsko, torej to ni noben poklikal, torej avtomatsko zaznana debla v drevesih, krošnje, neka padla drevesa, torej zaradi ročnika je bilo zelo pomembno za ocenjevanje biomase in na podlagi teh rezultatov, torej na podlagi klasifikacij, lahko naredimo naslednje, torej modeliranje velikosti dreves, velikosti kroščanj, debeline debel, količino biomase na tleh v samih steblih, pa še kaj se najde. Torej, da zaključim. Torej, kot sem pokazal, za naš postopek, kaj nam je zelo dobro, je sama tehnologija se zelo hitro razvijajo, kot da tudi naše klasifikacije postajajo vedno boljše. Veliko prihaja raznoraznih raziskovalnih člankov na to temo. Na srečo je veliko prosto dostopnih podatkov, katere lahko vzamemo, zgradimo našo učno množico, jo dopolnjujemo. Kot smo videli, čisto enaka procedura z drugačnimi učnimi podatki je lahko uporabna za različne namene, odvisno, kaj si želimo sklasificirati, na kakšen način. Pa ponavadi metode oziroma problemi, ki jih tukaj rešujemo, so še vedno v velikih produkcijskih firmah, so zelo polavtomatski oziroma veliko je ročnega dela in probamo mi to zmanjšati oziroma nekako lajšati delo. Hvala.